da bo zagotavljala tehnologije, ki bodo služile kakovosti življenja ljudi. Zame je nekako vzajemen pojem digitalizacije, čim manj birokracije. Da so kartoteke pacientov lahko digitalizirane, da jih lahko dostopajo zdravniki iz cele Evropske unije in tako naprej. In se tako izognemo po eni strani veliko neke plastike, ki jo zdaj imamo, da uporabljamo vse te kartice, in se potem na ta način nekako tudi približamo neki bolj zeleni prihodnosti. In da bi bili ljudje bolj digitalno kompetentni in da bi Evropska unija nekako vsa ta sredstva porazdelila tudi med tiste države, ki so trenutno malenkost manj razvite. Ker imamo države, kjer so prebivalci digitalno pismeni, digitalno zelo napredni, imamo pa tudi takšne države, ki zaostajamo in recimo Slovenija je tipičen takšen primer. Evropska unija poleg postavljanja standardov in pa nekih smernic za naprej, za katere bi se želel, da bi jih bilo bistveno več, odločilno vpliva na razvoj tudi z financiranjem. Zelo sem vesela, da je Evropska unija začela oziroma je dala ta nov program Digital Europe, pa tudi Horizon Europe, v katerih so namenili kar nekaj sredstev za digitalizacijo. Ni digitalizacija tudi to, da imamo na ruralnih področjih Slovenije širokopasovni internet. Torej, brez evropskega denarja teh stvari dejansko danes ne bi imeli. Evropa je ena od treh sil, ali pa treh kapacitet v svetu na temo digitalizacije. Je zrela demokracija, kar pomeni, da v primerjavi z nekimi bolj avtokratskimi sistemi to lahko predstavlja tudi oviro v hitrosti razvoja. Mogoče ni najmočnejši player, bi pa upal se trditi, da je dolgoročno najbolj stabilen. S to svojo stabilnostjo pa moralnostjo pravzaprav je vodilna sila v tem momentu zagotovo in bo tudi ostala.